Dober večer, spoštovani obiskovalci, spoštovani poslušalci in gledalci. Večera s knjižnico, zopet se vam oglašamo v živo iz knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka preko Facebook strani knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka. Nocoj gostimo zanimivo gostjo, ki je že z nami, gospa Urška Kolenc, predsednica društva Junaki tretjega nadstropja. Lep dober večer voščim. Živja. Pozdravljeni. Midve sva se sicer dogovorili, da se vikava. Če pa nama slučajno vmes, ko smo že tako povezani nekako, zdrkne vtikanje, pa brez zamere, se priporočava. Torej, lep dober večer še enkrat vsem skupaj, pa začniva najin pogovor, ki se ga zelo veselim. Kdaj je bilo ustanovljeno društvo Junaki tretjega nadstropja in zakaj, od kod je dobilo to ime? Ustanovili smo društvo šele lansko leto. Tam nekje konec aprila so nam dali, kako bi temu rekla, kar po domač žigan, da smo ustanovljeni. Ustanovili smo se pa z enim mogoče plemenitim razlogom, da pomagamo zanamcem, mi rečemo, tistim, ki zdaj prihajajo na hematonkološki oddelek, kjer so se zdravili tudi naši otroci. Se pravi, govorim v množini, se pravi, mi v društvu, člani smo vsi starši otrok, ki so zboleli za neko drugačno obliko raka. Se pravi, ustanovili smo se res zato, da bi, videli smo, kaj bi lahko pomagali, kje je kakšen manko, pa tudi predvsem zato, ker smo opazili, kako pomemben je pogovor med somišljeniki. Oziroma med ne somišljeniki, ampak tistimi, ki so v isti situaciji. Koliko je bilo ustanovnih članov društva? Kako ste se našli? Ustanovnih članov društva je bilo 9. Našli smo se pa tako, meni so rekli že tudi zdravniki, pa pol smo tudi na telem teku junakov, ki smo ga v Škofji Loki naredili, ampak bolj zdravniki, so mi dali nek povod, govorili so mi, Urška, v tebi vidimo nekoga, ki bi lahko nekaj takega naredil. Pol pa sem jaz, to je bilo že skozi zdravljenje, ko je pa Imi umrla, je bilo pa tega mogoče še malo več, ker sem se jaz vračala na oddelek k psihologinji, zaradi sebe, zaradi psihološke pomoči, in videla sem, da ta moj korak na oddelek, ne vem, meni je bilo kar fino, ali kako naj rečem. Čutila sem, da še tja moram hoditi. Ne vem točno zakaj, ampak nekaj me je povezovalo. A sem mislila, da sem še zmeraj z njo, ali ona z mano. Nisem se mogla utrgati. No, potem pa, ko je bilo 1 leto okrog, ko sem nehala vsakomesečno hoditi na oddelek, sem pa rekla, nekako moram še tudi ostati v tem stiku. In sem povabila k sodelovanju starše in teh 8 se jih je odzvalo, smo se začeli pogovarjati. In je bila tako ideja, da boste ustanovili društvo, da mora biti neka organizirana oblika? Ja, kar hitro so vsi ti, ki so se mi odzvali, smo kar hitro stkali neke tudi prijateljske vezi, neke že kar programe, ali kako bi rekla, kaj lahko naredimo, tako da smo se že tam v januarju tega lanskega leta, 2020, usedeli, spisali vse papirje, sploh si nismo mislili, kaj vse to za sabo prinese, ampak ker imamo med nami pravnico, ekonomistko, tako naprej, res super ljudi, smo to speljali. Kakšno je torej poslanstvo vašega društva? Kje deluje? Komu se točno posvečate? In pa kakšne naloge ste si zadali in katere cilje zastavili? Takoj v začetku. Ja, mogoče prej nisem odgovorila na ta prvo vprašanje dobro, ker si vprašala, zakaj ime. Ja, lahko bi tle povedala. Tako, naše društvo se imenuje Junaki tretjega nadstropja. Junaki zato, ker so ti otroci, ki se zdravijo v 3. nadstropju, res pravi junaki. 3. nadstropje pa zaradi tega, ker je oddelek hematonkološki v 3. nadstropju pediatrične klinike. Tako da čisto en tak
enostaven skupek besed sestavlja naše ime. No, polno ime je pa potem Društvo staršev otrok zdravljenih na hematonkološkem oddelku, ker je prav, da se ve, da smo starši. Ne? Smem vprašati, Ja, kdo lahko postane član društva? Starši ali mogoče tudi kakšni ljudje, ki vidijo, da bi tukaj, pa ki niso starši tako obolelih otrok, pa vidijo, da bi lahko mogoče kaj pripomogli v tem društvu? Ja, člani društva so ti otroci, se pravi junaki, pa njihovi najožji družinski člani, se pravi bratje, sestrice, pa mami in ati, kako ne rečem, babice in detke in vsi ostali, pa spadajo med podporne člane. Tako da res vsakega sprejmemo medse. Imamo pa ločeno, zato ker vse glih delujemo bolj za junake, kako bi temu rekla. No? Tako. Podpornike pa vedno sprejmete. To je bistveno. Tudi, če ne morajo postati člani. Kljub temu lahko pomagajo. So člani, ampak podporni člani. Podporni člani, tako. Tudi dobijo izkaznico, tako da to je lepo od nas. Da se čutijo še bolj povezane. Tako. Torej, društvo je zelo mlado. Jaz sem mislila, da je mogoče bilo prej ustanovljeno, ampak z njim žanjete tako vidne uspehe, da ste že lani takoj prejeli občinsko nagrado, bronasti grb mesta občine Škofja Loka, za kar vam čestitamo. In pa zdaj, letos je bila tudi ena taka akcija, ki se je zelo prijela, ki je bila zelo opazna in ste postali tudi ime tedna na Radiu Val 202. To so neki odzivi ljudi, neka priznanja, ki vam jih lahko izrečemo, da pokažemo, da smo opazili vaše plemenito delo, vaša prizadevanja in tudi vaše dosežke. In ob tem vam iskreno čestitam v imenu vseh, ki vam osebno še niso zmogli čestitati, če dovolite. In pa vprašala bi vas poleg tega, kaj vam taki dosežki pomenijo? Ja, najprej hvala. Taki odzivi ljudi. To je res lepo, ne? Moram pa vsakič tudi povem, jaz dajem ime, moje ime. Res sem predsednica društva, ena izmed soustanoviteljic, ampak brez ostalih ne bi bilo nič, ne? Tako kot pa vsaki stvari eden, saj mogoče se kaj kaže, pa lahko en sam tudi kaj naredi, ampak to ni dolgoročno. No. Mi pa gledamo malo bolj dolgoročno, ampak se tudi ostali strinjajo, da gre meni kao tele stvari boljš, pa me porivajo zdaj v spredje. Ja, to ste vodja društva, pravzaprav predsednica, ampak seveda zasluge grejo pravzaprav logično vsem članom in vsi so zaslužni za take dosežke, ki ste jih do zdaj že nanizali. Kaj vse je vašemu društvu uspelo uresničiti v tako kratkem času? Katere cilje ste že dosegli? Ja, mogoče ena zadeva, ki je meni res, pa tudi ne gre samo za naše društvo tukaj in za naše otroke, ki jih kar tako poimenujem, ampak za vse otroke. Zavzeli smo se, da bi bilo plačljivo, da bi bilo bivanje ob otroku, ne? In kako naj to skozi nekaj zakompliciram, ampak starši so mogli plačati to, da so bili lahko ob otroku, ko je bil star 6 let ali več. In to se nam ni zdela, ne? Že tako, če ne bi bil tako zelo bolan, nima veze, no? Če je otrok v bolnici, mora imeti starša zraven. Res je, da potem, če gre za ne preveč hudo zadevo, je lahko najstnik brez problema sam ali pa še celo želi biti sam, ampak tukaj gre pa za drugačno zadevo. Ne? Tukaj si ti, nisi ob otroku samo, da si ti tam, ampak imaš tudi velik del, pripomoreš recimo zdravstvenemu osebju. Otroci veliko bruhajo, treba je meriti urin, treba je skozi razvozlavati tele cevke za infuzijo oziroma zdravila in si nek res potreben del tam. In da pa za to plačaš tam skoraj 20 € na dan, vsak seveda plača, vsak se nekako znajde. Ampak to smo želeli, da temu ne bo tako. In smo v teh časih, kako bi rekla, izkoristili malo protikoronske zakone,
politika nas je podprla in v 6. protikoronskem zakonu smo uspeli za 1 leto to mejo 6 let zvišati na 14. Za otroke s posebnimi potrebami, kamor pa spadajo tudi rakavi bolniki, smo pa to celo do 18 let so dali, tako da smo res, res veseli. No. To je čudovito, se mi sliši. Res. Moram pa reči, da se tle ne bomo ustavili, no, ne bomo samo 1 leto pustili, ampak se že nekaj pogovarjamo, menimo, sprašujemo, pa ne bom izdajala naprej. Velja, vemo, kam smer kaže Tako. in upamo, da boste uspešni pri tem. Ja, ta zadeva je res ena taka, ki je mogoče, tudi zato, ker je širša, no, ker ni samo za to vse glih majhno skupino otrok. Se meni zdi res pomembna. Druga stvar, ko smo letos tudi veliko tega naredili, moramo vedeti, da je ta korona, mi nimamo zdaj tazga dostopa na oddelek, kot je bilo pred korono, če bi bilo zdaj to tako stanje, bi mi vsakotedensko bili tudi kot društvo gor, imamo programe, ki jih bomo začeli izvajati, ko se bo to sprostilo, ampak v luči korone smo na oddelek dostavili kar lepo število nekih medicinskih pripomočkov, veliko od teh smo dobili tudi doniranih, tako da, kar pa seveda, ker nam lahko donirate denara, ne, in mi ga namenjamo za te naše programe in eden izmed teh je tudi nabava medicinske opreme. Začeli smo mogoče s to medicinsko opremo na nekem dobrodelnem dogodku. Se je gospod Rojc odločil, da bo za svoj 50. rojstni dan naredil dobrodelni everesting in da bo vse, kar se bo nabralo od štartnin in prodaje sladoleda in tako naprej, namenil nam in je v bistvu zbral za celo napravo Kinetek, to je neka rehabilitacijska naprava za koleno. In smo to prvo v bistvu zadevo nesli na oddelek, no, tako se je začelo. To je bil vaš prvi uspeh? Ja, to je bil kar je bilo slabih 5000 evrov, se mi ti ne zdi tako majhna vsota. To mašinco, aparaturco, ali kako lepo rečem, no, si lahko tudi otroci vzamejo domov, da trenirajo to koleno, ne. Če se malo zdaj dotakneva letošnje akcije in 15. februarja, ki velja, da je to Mednarodni dan otroškega raka. A mogoče veste, kdaj in kako je ta dan postal znan pod tem imenom? Ojoj, ne, dobila si me. Ne, saj drugače vem, ampak ne upam povedati, ker nisem čisto 100% prepričana, ampak mislim, da šele tam nekega malo po letu 2000, ne vem pa točno, katera država ali katera organizacija se je tega domislila. Mi smo pa letos res, tako kot smo lansko leto že začeli z mesecem septembrom, ki je mesec otroškega raka, tako kot so potem še oktober in november, smo že začeli s pripravami, ali kako naj temu rečem, na bolj temeljito ozaveščanje, kar se nam zdi zelo pomembno. In smo za tale 15. februar kar dolg, 2 meseca se pripravljali, zraven povabili junake, ki so nam pošiljali videe, malo smo namignili oziroma malo smo naredili nek scenarij, so punce naredile, da smo prav posneli film, ga zmontirali in ga poslali v osnovne šole, ker smo rekli, da to so pač junaki, so otroci, ki tudi obiskujejo osnovne srednje šole, vrtce, in prav je, da oni vejo, da otroci vedo, da so med njimi tudi bolni otroci, no. To je bil nek tako začetek, ali kako naj rečem. Neka taka prva pobuda? Cilj, da bi te otroke ozavestili in seveda pol vse naprej tudi, ne. Da tukaj tudi s tem, da letošnjim dnem se to ne bo končalo, za naslednje leto že pripravljamo tudi za 15. februar, ostali bomo v vrtcih in šolah, razširili še malo. Malo smo tudi razmišljali, če bo knjižnice razširili,
glede na tole Kjer smo pa mi povabilo. prišli naproti, ja? Aha. Super, ja, seveda, z Tako da veseljem. to se nam je zdela zelo dobra ideja, a ne? Ker tudi veliko knjig obstaja na to temo, pa bi mogoče lahko se bova slišale kasneje. Absolutno, imam tudi jaz že nekaj v mislih. To, ja, pa kakšne akcije so bile še letos? Zasledila sem. Tako, ja, potem smo pa še občine pozvala, ne, ker vemo, da se tudi skozi neke barve po kulturnih objektih menjajo, zelene, roza, modre. Smo rekli, saj zlata je pa tudi tako lepa, a ne bi mi probali še občine malo osvetliti. Tako da se nam je tudi na to akcijo res, nam se zdi, da če veliko število občin odzvalo, res smo veseli, dobili smo take lepe slike, smo pa tudi objavili na Facebooku, no, odzvala se je tudi naša občina in osvetlila trg pod gradom. Resno dober je občutek, ko veš, da mislim, ko začutiš, da te, tako kot ste prej rekla, no, da spodbuja te pa. Da vas podpiramo. Tako, ja, no. Pri vaših prizadevanjih, ker se nam zdijo absolutno plemenita, absolutno in pa tudi nujno potrebna. Tako da vam hvala za ta angažma v imenu vseh nas. Nikoli ne vemo, kdaj bomo tudi sami potrebovali vašo pomoč in to, za kar se prizadevate, to, kar boste dosegli še v bodoče in kar ste že. Jaz imam sicer še eno dilemo, glede tega imena, Mednarodni dan otroškega raka, dajva to malo razčistiti. Ali gre za tako v narekovaj bom rekla, le za pač obliko raka pri otrocih, za razliko od raka pri odraslih, da gre samo za to razliko, se pravi starostno, bom rekla, bolnikov, ali je vendarle rak pri otrocih neka drugačna oblika bolezni, kar se tiče bolezni same, razvoja te bolezni. Ja, da se razlikuje od raka pri odraslih. Pa saj vemo, ne, da rak je pač samo ena beseda za zelo veliko različnih bolezni. Imamo levkemije, pa je to rak. Imamo možganske tumorje, mislim, razne tumorje, pa je to vse rak. Tukaj bi rekla, da je bolj nek mejnik zletja, ne. Je pa dejstvo, da je rak v mladosti ali pa pri otrocih v primerjavi z rakom v odrasli dobi tega vse glih toliko manj, no. Zato so tudi, ne vem, je rak dojk, pa ima neko posebno skupino, tukaj pa še vedno klasificiramo otroškega raka, ne. Čeprav res noter damo v ta koš več različnih vrst. Ko sem jaz odraščala, to je bilo okrog v 80-ih letih, mi smo imeli doma v domači knjižnici eno knjigo, rdečo, s pomenljivim naslovom Rak ni smrt. In spominjam se, da sem zelo me ta iritirala ta knjiga, neverjetno, v neki zbirki nekih medicinskih knjig. In spomnim se, da sem starše spraševala, kaj naj bi to bilo, pa so bili kar zadržani. Mislim, če se prav spomnim, mi niso pojasnili, zakaj gre. Jaz pa tudi nisem razumela, kaj sploh je to rak, a zakaj bi bil povezan s smrtjo. Tako se mi zdi, da takrat, ali je bilo res manj tega, ali se je manj govorilo, ali kako je s tem v primerjavi z današnjim obdobjem, ko se mi zdi, da vendarle je ta tema zelo prisotna v naši stvarnosti. Meni se tudi, sicer moram reči, da sem odraščala tudi z rakom, kako ne rečem, moj oči mi je zbolel, ko sem bila v 2. letniku gimnazije, tako da mi je ta beseda že malo odprej poznana, ampak vseeno, no, takrat ali sem bila tudi takih let ali neki, res, da smo za njim, pa vedeli smo vse, ampak nismo bili pa pozorni toliko na to okolico, pa ozaveščanje, pa pogovore o tem. Ne vem, kako bi odgovorila na to vprašanje, no. Mogoče po občutku če se vendarle kaj več govori. Meni se zdi, da se, ampak mogoče tudi zato, ker sem zdaj v teh krogih. To je tudi, ko enkrat spoznaš nekoga, ki zboli za rakom, pa če je mogoče nekaj še bližje tebe, tudi hitro
več tega vidiš. No? Tako, kot si noseč, imaš kar vidiš tam Ja, na povsod. enih nosečnica. Vozičke Ne? pa tako naprej. Recimo, Tako, mogoče ja. na ta način. No? Da tvoja pozornost usmeri. Tako, ja. Bi pa rekla tudi, da so zelo za oktobrom in novembrom, pa zdaj z našim septembrom vse glih tudi malo bolj na zemljevid stopila rakava obolenja. Absolutno, veliko ljudi je vaše prizadevanje opazilo, pa mi še povejte, če se vrnem malo nazaj o vašem društvu, kje vse delujete? Ja, povsod. Po vsej državi? Delujemo. Kako ste organizirani? Organizirani smo pa takole, ne, mi imamo štab, naše naslov je na Tržaški cesti 2, to je v Ljubljani, bolj zaradi tega, ker je pediatrična klinika v Ljubljani in smo se stacionirali v središče. Potem člani te odborov, ki bolj delamo, smo pa res razparcelirani po celi Sloveniji. Ljubljana, Gorenjska, Štajerska, tudi na Primorskem imamo junake, ki nam pomagajo, pa preskočijo na pomoč, kadar je treba kaj v Kopru ali pa Portorožu zrihtati. Sicer dejstvo pa je, no, da bolj smo stacionirani na pediatrično kliniko oziroma bomo, ko bomo tja res lahko vstopili. To je naš cilj, no, oziroma naše delo je stacionirano na pediatrijo, s tem, da junake, pa tudi če so zdravljeni recimo v Mariboru ali karkoli, ali pa ne vem, gredo v Italijo na obsevanje, to vse smo za njih. No. Res pa je, no, da tale COVID nam ne gre čisto nič na roko, no, mi smo imeli res, pa imamo toliko enih programov v planu, polepšati popoldneve, kadar se ne dogaja nič takega v bolnišnici, a ne, šola, vrtci, popoldan sta zaprti, preiskave in razne te stvari so vse dopoldne, popoldan je pa malo bolj dolg čas. Tudi takrat, ko si lahko zunaj sobe, zdaj pa je še to, da so take razmere, no, ni jim lahko, no. Zdaj je se pravi, kako je omejen dostop bližnjih staršev do otrok? Seveda starš lahko zraven. Koliko je še vendarle dovoljeno? Starš seveda je lahko zraven. To je tudi tisto, kar sem prej rekla, mogoče je bilo kdaj tudi narobe razumljeno, no, ne da starš ni smel biti ob otroku. To bi bila res laž, no. Starš je lahko vedno prisoten ob otroku, samo dokler nismo to zrihtali, je mogel plačati, a ne. Zdaj pa tudi starši in otrok sta lepo sprejeta in sta skupaj. Je pa dejstvo, da so ukrepi na pediatrični kliniki ostri in zdaj, a ne, tudi malo od primera do primera odvisno, tukaj jaz tudi ne bi to komentirala, ker imajo to bolj zdravniki pa sestre na česa, ne, ampak načeloma je oddelek zaprt in zaprte so tudi sobe. In pol ostajajo res še v bolj omejenem okolju. Tako. In jim je še težje. Upajmo, da se to čim prej izboljša, kličemo na pomoč tudi sonce. In pospeši naj se čas, tako da bomo malo lažje zadihali tudi skupaj z vašimi junaki. Torej, če se vrneva še na akcijo 15. februarja, me zanima, kako so potekale te akcije ozaveščanja v izobraževalnih ustanovah. Torej, katere ustanove so bile to? Ste že omenili šole, vrtci? Ali so vse šole izvajale, ali kako je bilo to? Ali ste dobili kakšnih povratnih informacij? Ja, mi smo naredili kar en lep skupek nekih priporočil, kako bi se lahko v šoli pogovarjali, se pravi, ta filmček, dobrih 20 minut dolg smo posneli, je tudi na YouTubu. Naredili smo za najmlajše tudi pobarvanke, moram reči, da tudi v mini šoli so tudi te pobarvanke barvali, se pravi, niso bile samo toliko zamečkane. In prosili tudi za feedback, a ne, da nismo nekih prijav zbirali, pa to mi si le želimo, da bi bilo tega čim več. Moram pa reči, da se nam je vsaj 70 šol obrnilo, pa nam tudi poslalo ali slikce, ali
lepe misli, to smo tudi zbrali, pa junakom pokazali, ne, mi ne moramo zdaj tega širni javnosti pokazati, ker so tudi slike otrok in tako, a ne. Junakom smo pa na način, da smo jim odprli naš drive, kamor smo nalagali vse ta pisma, slike, odprli in so si lahko pogledali, tega je bilo res veliko. Dobili smo tudi nekaj risbic, ki jih žal ne moramo niti tja nesti, ne. Tako da to smo malo želeli razmisliti za naslednje leto, kako bomo vem, da vsak, ki si je to povsod, ki so delali oziroma se pogovarjali o tem, so želeli nekaj nam poslati ali pa nek tak feedback, da bi junakom nesli gor, ampak je to res zdaj v tem trenutku neizvedljivo, tako da se razmišljamo, kako bomo naslednje leto to še malo izboljšali. Ampak mi smo zadovoljni, no. Recimo ni bilo tako, da bi cela šola sodelovala, lahko je bil tudi samo en razred, ne. Potem, najprej smo začeli z osnovnimi šolami samo, potem se nam je pa tudi veliko vrtcev pridružili in smo tudi dobili res lepe, no, tudi učiteljice so se oblekle v rumeno, delali so mašance, mislim, prav ganjeni smo bili, no. No, verjamem, že zdaj vidim, da ste še vedno, ko podoživljate te spomine in slike se vam vrtijo pred očmi, ki ste jih lahko pogledali. Mi bomo mogoče tudi kdaj v kakšni digitalizirani obliki teh zbranih nekih odtisov ali karkoli, če boste kaj objavili. Ja, to smo tudi rekli, da bomo nekako malo naredili nekega, ali pa saj majčkeno slikic, da bo občutek. Se mi tudi zdi, da ti, ki so sodelovali, da je prav, da izvijo. Smo se sicer z njimi tudi mailali, pogovarjali in poslali zahvalo, ki so si jo lahko natisnili. Tako da mislim, da smo jim vse glih tudi povedali, da smo res, res, res veseli in navdušeni. Zakaj je pomembno, da otroci poznajo boj njihovih vrstnikov s to boleznijo in kako, če sploh mogoče je delovati tudi preventivno? Ja, to za preventivo bom kar tukaj, mislim, kar s tem začela, ne vem. To so pa res toliko majhni, samo otroci, te pa res nič še tazga niso naredili, no, da bi jih lahko taka bolezen zaradi nečesa prizadela. To je moje mnenje. Tako da tukaj s preventivo žal nisem ta prava, da bi lahko to odgovorila. Bi pa le na ta prvo vprašanje bolj tako podrobno odgovorila. Zaradi tega, ker te otroci tudi hodijo v šolo, ker imajo sovrstnike, ker kar naenkrat recimo ne hodijo več k pouku in je prav, da se tega zavedajo ostali, da jih vseeno pokličejo, da jim vseeno napišejo pismo, da jih vprašajo, kako so, da jih tudi vprašajo, zakaj so pa tebi odpadli lasje. Saj ti bolniki potrebujejo to, no. Prav je, da se jih ne pomiljuje, oni, ne bom rekla, da niso bogi, mislim, kaj jih je pa prizadelo, ampak ne jih tako gledati. Dajmo jih gledati s tem, da jih bodrimo, da jim dajemo upanje, da smo še vedno njihovi prijatelji in da jih razumemo v meri, kot jih lahko in da jim stojimo ob strani. To sem hotela tudi vas vprašati, ker vi lahko poveste, kaj pričakujete od nas, kakšen naj bo naš odziv. Tako odraslih kot otrok, ki to že lahko razumejo, kakor ste zdaj vi povedali, jih povabite, da ohranjajo ta odnos, da ohranjajo stik, da pošiljajo novice, risbice, karkoli, da nekako ohranjajo ta odnos. Tako, ja, in prav je, da to... Kaj pa odrasli, kako naj reagiramo? To sem hotela reči. In prav je tudi, da odrasli to vejo, ne samo, mislim, otroci bodo slej ko prej v šoli izvedeli, da je sovrstnik boven, pa bo tudi učiteljica, ne, se učiteljica je pa odrasel. Tako da je fino, da se tudi učiteljica tega ne ustraši, da spodbuja ali pa da skupaj kaj naredijo, kaj se zdaj smo skozi na telem spletu, lahko posnamejo, pa se vidijo, ne. In isto je tudi z ne učitelji, samo odraslimi, pa še v drugih branžah. Če vidimo nekoga, ki po ulici hodi bled pa brez las, se ni treba za njim obračati, ne. Lahko, če že, ga pa vprašaj, kaj je narobe, ne. Bolj spregovoriti,
Kar z besedo, kot pa s verbalno govorico, Ja, z jaz neverbalno pravim, govorico. da večkrat ne, ali pa večkrat, nič ti nam povedal, ti ne more reči, bi bilo pa prav, da se res ne ustrašimo tega, no. Ker mi smo tudi opozarjali, no, evo, glikno, ko sem tole zdaj hotela, da se ne ustrašimo, da rak ni nalezljiv. Tudi smo dobili odzive, da marsikdo tudi tega ni vedel in je prav, da se to ve, ne. Pravite, da je o raku potrebno spregovoriti. Zakaj o tem premalo govorimo? A nas je strah? Ja, ker se bojimo. Nas je, res nas je strah, to včasih res človek pomisli, da če boš to besedo na glas povedal, da boš kar zbolel, a ni tako? Če malo preberem to klimo, no, kako se odzivamo na splošno. Torej, kako se odzivamo na to bolezen, ko slišimo to diagnozo zase, za bližnje, kakšna so vaša opažanja? Ja, odvisno, jaz bi rekla kar 50-50. Eni se bodo umaknili, pa jih ne boš več videl, eni ti bojo pa čisto preskočili. Oziroma če je to nek tvoj bližnji ali pa prijatelj ali znanec, tudi bi ga že mogel majčkeno poznati, pa vedeti, na kakšen način pristopati. Mogoče bo tudi njemu boljše, če se ti umakneš. Tako da treba je malo tudi vse glih človeka, ljudi prebrati, začutiti, ampak vse glih je pa treba vprašati. Treba je vprašati, kaj potrebuješ v tistem trenutku, a ti lahko kako pomagam, ne vem, lahko je sam bod z drugim otrokom pol ure zunaj, da bom jaz se v miru malo spočil ali ne vem, karkoli, no. Bi pa rekla, da tudi zdaj, ko govorimo o tem, pa saj tudi o drugih vrstah raka oziroma pri odraslih, je tega pristopa mogoče res že malo več, no. Vsaj meni se zdi. Tudi naši junaki, res, da vsi nimajo čisto neke pozitivne izkušnje s tem, ampak veliko jih pa tudi ima, da jih vrstniki spodbujajo. Tudi če smo že glih pri Škofji Loki, na osnovni šoli Cvetka Golarja imamo res lep primer, in učitelji in cel razred diha z junakom, ga podpirajo, tako da res upam, da smo tudi pripomogli s tem 15. da se bo še kaj tako. In da to je en zgled, ki ga zdaj lahko ponudimo v razmislek, v obzir. Kako pa odreagirajo otroci? Kaj opažate? Oni ne vejo, ali kako se jim to nekako pojasni, zdaj to njihovo situacijo? Ko otrok zboli. Ko zbolijo, ja. Kako to? Ja, jaz lahko recimo rečem v našem primeru, ko je Ema zbolela, je bila res še majhna. To itak ni vedela, kaj to je. Bi mogoče le navezala na starejšo hčero, ki jo imam, je bila majčkeno starejša. Mi smo kar odkrit govorili, no, da je to težka bolezen, da to ni samo en nahod, da se ne ve, kaj bo, da bo dobivala pač težka zdravila, močna, saj kaj pa ve otroci, kaj je kemoterapija, mogoče bolj na nek tak slikovit način. Tako da pa Remi smo mi se šli, da je to nek del življenja. In zato smo mogoče tudi lažje prišli na oddelek, tudi nje ni bilo strah priti, čeprav je bila tam zbadana, pa da raje ne rečem, kakšne preiskave so, kakšne katerijskar. Se prestrašiš, ko samo gledaš? Na stranišče potegne, da ne bom grdo govorila, ampak to je pač treba. Zdaj, če se bi zelo upirala, bi jo še malo bolj prijel, pa se je pol kar že nehala upirati, je že rokco za kri kar sama držala. Pri 2 letih. Pri starejših, malo starejših, recimo tisti, ki se že zavedajo nekega življenja, ki so se že igrali bolj z vrstniki ali pa začeli hoditi v šolo, pri teh je po moje kar zelo težko, no, res težko rečem iz svoje izkušnje. Ampak ne, pri teh je težko, no. Pol pa spet najstniki so pa spet razred zase, pa spet težko, a ne. Vsak rab nek poseben pristop, ne? Ja, saj zato pa
tudi zaradi tega je na oddelku to širše, a ne, niso tam samo zdravniki, ampak so tudi psihologi, ki te takoj v bistvu vzamejo pod okrilje in te tudi spremljajo, no, skozi celo zdravljenje. Zdaj ene bolj, ene malo manj, odvisno, koliko se rab. V našem primeru je tudi nas starše spremljala, ko so bili otroci mlajši. No, res težko odgovorim na to vprašanje, kako Saj smo dobili smo nekaj odgovorov. Ja. Ta prvi tisti šok je res za vsakega, ne? In za starša in za otroka, ne glede na starost, je res grozen, ne? Mislim, to je res grozen. To po moje kar sam najreš umrl, no. Ampak, ko pa preideš to tam, kako bi rekla, mogoče celo kakšnih časovno, kakšnih 10 dni, 14 dni, ko se res ta prva kemoterapija steče, pa mislim, da velika večina pride do tega, ajde, dej, zdaj pa pejmo, nimamo druge, boriti se je treba, tole bomo dali čez, pa dan skozi dan, dan po dan. Tega se pa tudi tam naučimo. Dovolj je dnevu lastna teža. Tako, res brez veze razmišljati, kaj bo čez 14 dni. Društvo ste ustanovili z namenom, da vaša hčerka Ema, ki ste jo zaradi hude oblike možganskega raka izgubili pri njenih 2 letih starosti, ne bi bila nikoli pozabljena. Kaj vam pomeni društvo Junaki tretjega nadstropja in kako je spremenilo vaše življenje? Ja, res je. Jaz sem si želela, bom začela, da ta njen boj, ta njena zagnanost, vse glih res je šlo dobro, ne res škoda. Ampak da ne bi bilo to za manj, no. Da vem, jaz tudi pravim, da 4 očmi zdaj gledam, da imam 2 ust za govoriti, mogoče tudi zaradi tega toliko govorim. In čak, vas so vprašali? Kako je to društvo, kaj vam pomeni in kako je spremenilo vaše življenje? Ja, spremenilo je, da je do te mere, mislim, spremeniti tak oddelek, oziroma, ko ti prideš tja, te spremeni. Zdaj pa jaz sem in ostali moji društveni prijatelji nismo izstopili še iz tega vlaka, ne. Na nek način, ja, res se ne borimo več z našimi otroci, ampak nismo pa izstopili, mi smo še zmeraj tam. Res nas veže, ratali smo tudi prijatelji, no, mogoče tudi zato tako fajn delamo. Pa neka želja po nekem napredku, dobro se pogovarjamo z zdravniki, vidimo neke izboljšave, sicer res vsega ne gre, ne. Mi smo le, jaz pravim velikokrat, da smo le gost na oddelku. To včasih tudi staršem, ki nas za kaj prosijo, povem, mi smo na oddelku gost. Naše društvo je gost na oddelku. In se moramo tega tudi zavedati. Ne moramo mi zdaj tam narediti cele rošade ali kako bi tako, ampak moram reči, da so tudi zdravniki zelo veseli, da smo se ustanovili in počasi skupaj bomo res kakšen premik tudi naredili, no. Sej smo že povedali, da smo kakšnega. Ste jih že nekaj in verjamem, da vam imate bodočnost, kar se tega tiče, prav svetlo, tako čutim. Ste že tedaj, kdaj hotela sem vas prej še vprašati, da ste vi danes seveda v pomoč mnogim ljudem, ki so kot starši so se znašli v podobni stiski, v kakršni ste bili vi sami ob hčerkini bolezni in smrti. Zanima pa me, kako je bilo v vaši preizkušnji, ali ste tudi vi imeli kakšno pomoč, na koga ste se lahko obrnili? Poleg te, ki jo nudi oddelek. Ja, med sabo smo si starši veliko pomagali, ne. In tudi takrat, ko smo mi izvedeli, da bo naša Emi umrla, da je nekako ni več take medicinske, ne moramo dati več take pomoči, so bile na tem tudi še 3 druge družine. In jaz sem se povezala s tem, mislim, že prej smo se zdravili skupaj in mamice smo ostale v stiku, smo se veliko pogovarjale, kako bi temu rekla, otroci so zraven nas ležali, negovali smo jih
mi pa smo si bile na drugi oporo, ne. Vsako jutro smo se slišali, kako pa danes tvoj diha, kako pa, a ne, tako naprej. In mogoče tudi to, ko smo čakali ta konec, a ne, da smo res videli oziroma sem videla, da res potrebujemo to, no. In takrat sem jaz tudi rekla, če jaz potrebujem nek pogovor, mogoče pa ga potrebuje tudi kdo drug. In zdaj v tej dobi Facebookov je zelo enostavno narediti eno skupinico, kamor smo hitro začeli sprejemati še ostale starše, ne samo te, ki smo čakali, da bodo, mislim, koliko časa bodo še otroci z nami, ampak te, ki smo se zdravili. To imamo zdaj še vedno obstaja, to je zaprta Facebook skupina, kamor ne more noben drug, razen starši otrok in otroci, seveda, tisti že starejši, ki imajo Facebook, ker tam je, to mora ostati neka intima, ne, tam ne moreš ti kar vsakmu povedati in to je glih bistvo. Veliko tudi tujih skupin obstaja, so recimo za različne oblike tumorjev, za različne oblike rakov, tako da tudi starši pravijo, da se obračajo tudi na kakšne te, kar je zelo fino, no, ampak da ne bom spet nekaj o trikrasne govorila, zaradi tega pogovora, povezovanja. To se pravi, tudi vi zdaj nudite to čustveno uporo, ko imate društvo, a ne, ki ste se jo pravzaprav starši že dajali, ko društva še ni bilo, ampak to je bil nek zametek, a ne, iz tega se je tudi društvo porodilo. Eno vprašanje imam še ob hčerkini bolezni. Kaj ste mogoče pogrešali, pa ni bilo kje dobiti, če je bilo kaj takega, ali pa da ni bilo, pa ste vi tekom tega društva zdaj omogočili, da drugi pa imajo to na voljo, tako pomoč ali karkoli. Ja, kaj pa vem, takrat, ko se zdravaš, se niti res ne sprašuješ toliko zelo, šele takrat, ko je recimo tega konc, se začneš spraševati, kaj bi vse lahko bilo drugače. Tako da mogoče smo mi zdaj s tem društvom prišli le, da jim že ponudimo neko drugo, mislim, nek napredek ali neko izpopolnitev. Recimo, res smo se skozi temi parkirišči, dobiš invalidsko kartico, ker ob taki bolezni, ampak je teh parkirišč okrog pediatrije zelo malo, tako da če prideš na napačno uro na pregled, mislim, na nepravo uro, se kar lahko naovinkaraš. Tako da recimo smo tudi zdaj zakupili 3 parkirišča, ki jih ima društvo, in namontirali na tisto hišico, kjer dobiš drugače kartico, škatlico, imamo aplikacijo, kamor se starši prijavijo in lahko tam ven dobijo kartico in zastonj parkirajo. Recimo tudi to je en tak mogoče pomagalo, no. Res, da je tudi finančno, a ne, ker če si ti tam mesece, ali kako naj temu rečem, a ne, ali pa redno, ja, je to lahko kar nek velik strošek, no. Vprašala bi vas še nekaj, ker je en poudarek, sem ga zasledila. Eno je, da želite, da se več pogovarjamo o raku, drugo pa je, da želite, da bi spremenili odnos do raka. Kakšen želite, da bi bil ta odnos do raka? Če smo prej rekli, da se ga pa bojimo, pa to, ampak kako naj se spoprimemo z njim? Ja, ne sme nas biti strah, ne. Če recimo bolnik v naši bližini, res je treba opazovati, ampak tudi ga vprašati. On sam ne bo rekel, a mi greš v trgovino. Mogoče pa lahko to ponudimo. Še posebej v tem času, ker ni fajn, da se gibljajo glih po trgovinah, dajmo jim vsaj te viruse zanesti. Tako da jaz bi tako rekla, no, da nas ne sme biti strah pristopiti, vprašati, čeprav to je res lažje govoriti, kakor pol narediti, to je dejstvo.
Sem se tudi sama v situaciji taki znašla, pa sem šla čez to, pa sem težko soseda vprašala, kako si, a ne. Pa mi je zelo žal, bi mogla odreagirati drugače, tako da se bom tudi sama mogla še malo učiti tega. Ampak dajmo probati, no. Tudi jaz bom probala še malo bolj. Dajmo pa še vsi ostali. Kako bi vi želeli spregovoriti o raku? Kaj vam rak pomeni danes, potem, ko se vam je tako od blizu in neizprosno predstavil? Kako drugače od prej mu zrete v oči in ga imenujete danes, ko ste prestali bolezen in smrt svoje male hčerke Eme in po vsem tem, kar počnete v njen spomin? Ja, jaz imam recimo 2 zgodbe. Ena se je končala, kot se zdaj rekla, Ema je umrla, moj oče mi je pa preživel. In to sta res moram reči, da ko se je Ema zdravila in tudi pol, ko smo že vedeli, je moj oče imel čisto nek drugačen ta pogled na njo, na vse to. On je bil do zadnjega, to je to, bomo, a ne, mislim, res, a se med sabo tudi bolniki čisto drugače čutijo. Ne vem, no, mislim, kako zdaj gledam na to, kako sem prej. Prej bilo to zame nekaj, kar je moj oče premagal, neka ne lahka zmaga, ampak nekaj, kar se da, zdaj pa gledam tudi to, da se žal tudi ne da, ne. Se trudiš, to sigurno, vsi se borijo. Je pa dejstvo, da kakšna oblika ali te možgani so tudi nek svoj. Če se ti z možgani pol še kaj pofedla, bom čisto po domače rekla, pa tudi če preživiš, je mogoče lahko še hujš, po kar je nam zdaj. Po pravici povedano. Tudi so rekli zdravniki pri nas, da lahko gremo še naprej zdravljenje, pa poizkušamo, ampak tista zdravljenja, ki so nam ponudili, kar bi lahko Emo ohranili živo, so bila taka, da bi bila velika verjetnost, da ne bi bilo z njo nič, no. Ne vem, kako naj to lepo povem, da se ne bo slišalo tako. Ne vemo, nikoli, ne vemo. Ja, se sprašujem tudi sama, hodim na psihološke delavnice, zdaj, ko moram tudi poudariti, da z društvom sodelujemo zdaj tudi s hospicom, na kar smo res zelo veseli, ker je tudi ta del žalovanja, zajemamo in se moramo res zavedati, da je tudi zelo pomemben, ne. Ni potem, ko je enkrat konc, konc, nekdo ostane tukaj. In smo povezani zdaj, se pravim, s hospicom, tako da tudi ta del zelo dobro se mi zdi, da pokrivamo, no. Nas zdaj hodi 9 na to delavnico in ko bomo mi zaključile, bodo žal novi pristopili, tako da tudi to, no. Ne vem. Se nadaljuje, ne? Ja, se nadaljuje. Po moje nikoli ne bom neko ležernostjo gledala na raka, no. Zmeraj kot nek, zakaj, ne, zakaj si se pojavil, ne. Ja, ampak to se ne smeš spraševati pol. Ker to si pol ti v nekem krogu, v neki... Se lahko zagrizeš vase. Ja, v nek ta loop stopaš in ne boš nikoli več prišel ven. Tako da jaz bi sam rekla, da ne si, mislim, ni prav, da si sam rečeš, ok, zdaj to je in gremo, a ne, ampak prav je, da se vprašaš. Ampak ne pa, da se to zdaj sprašuješ. Vprašaj se, ne se pa spraševati. Vprašaj se in naredi nekaj. Ja, ampak resno, če pa ostaneš v temu, zakaj, pa iščeš, glodaš, boš samo, težje bo, no, res bo težje. Se tudi tvoj fokus usmeri samo v eno vprašanje, ničesar drugega okrog sebe ne vidiš, vi pa v društvu vendarle se ozirate okrog in pomagate drugim.
In vam to pomaga pri vašem žalovanju, pri vašem soočanju z izgubo. In seveda, če lahko kaj pomagate drugim, sigurno se dobro počutite. Ja, res je. Pa tudi Ema je vesela. Je. Zdaj, čas tega čudovitega pogovora hitro teče. Bolj pri koncu sva. Pa omeniva še knjižne izdaje oziroma izdaje knjigic. Zasledila sem objavo na vaši Facebook strani, da ste pripomogli k prevodu teh knjigic za najmlajše otroke v slovenski jezik, slikanice, ki na zelo enostaven način otrokom prikažejo različne postopke povezane z zdravljenjem raka. Videti so zelo simpatične. Kaj lahko poveste o tem podvigu? Ja, moram reči, da so nas to sploh ne vem, iz katere države so, neki Angleži, našli in nimajo prevodov samo v slovenščino, so naredili že veliko drugih prevodov. Je pa dejstvo, da te knjigic mi fizično nimamo, mi jih nismo izdali kot fizično knjigo, da bi bila lahko na knjižni polici, imamo samo linke do teh knjigic, so pa res fini. Mi smo jih pol skupaj prevedli na nek ta naš slovenski način, res je tudi tako kot vice prevajati. To je kar težko, smo se pa potrudili, da je na nek način prav fino bo za junake, za otroke, ki so oboleli, zato ker bodo malo sebe videli noter, pa moj portek, pa tako, Bo pa tudi po mojem zelo pripomogel k temu našemu ozaveščanju. So pa res tako kot slikanice, razne te zadevce so opisane, se pravim, portek, ki sem rekla, to dajo noter v podkožje. Jaz sem kar rekla, kot nek lešniček zobno, ki je potem v žilo speljan, zato da ne pikajo skozi, tako kot gremo k zdravniku, ampak da sam tisti lešniček prebodejo in so že v močni žili, da lahko kemoterapija noter teče. To je recimo ena stvar, mislim, da so tudi, da je tudi nek centralni kateter, pač take stvari, ki jih mi k sreči ne bi poznali, če ne bi bili na tem. Mogoče pa zanimivo. Ste sami prevajali, člani društva, ali ste imeli pomoč prevajalcev? Ne, smo se pa kar sami potrudili. Vsak je malo pripomogel, pa smo razmišljali, a je to res tako pri nas pravimo, a kak drugače. Tako da ja, smo sami. Pač uvedli ste nekatere izraze za slovenski jezik in to bo ostalo. Kako so pa dostopne te knjigice, ker pravite, da niso v fizični obliki? Ja, knjigice bomo dali tudi na našo internetno stran. Linke so pa na tem, ki ste vi omenila, da ste videla, na tej Childhood. Na Facebook. Tako, kaj že. Jaz sem videla objavo na vaši Facebook strani. Ja, ki potem nanese, mislim, da nek link na drugo objavo. Torej, kdo se lahko včlani v vaše društvo, sva se že dotaknili, vabljeni k podpori društvu, kdor da mora se včlaniti. Zdaj pa lahko povabite tudi najine današnje gledalce in poslušalce, da se vpišajo tudi, da se vpišajo, da všečkajo vašo Facebook stran in vam bodo lahko bliže, bodo sledili vašim akcijam, jim bodo na pogled vaše objave, pravzaprav ta knjigica in vse te prijetne stvari, ki jih res objavljate. Zelo mi je všeč pri vašem delu to, da pač skušate, kar vam tudi uspeva, neko vedrino prikazati, pa neko upanje, neko svetlo plat tega, kar ostaja kljub vsemu. Tako da povabimo jih, da se nam pridružijo oziroma vam pridružijo na vaši. Ja, jaz bi povabila. Morate biti pa majčkeno pozorni, da bomo, ko boste na Facebook šli, eno je Društvo junaki tretjega nadstropja in to bi res povabila vse, če se nam pridružite, preberete, kaj objavljamo tudi zgodbe junakov. V septembru smo vsak dan eno zgodbo objavili, tudi s pomočjo drugih medijev, ampak smo jih tudi dali na to društveno stran. Potem je pa ta zaprta skupina, ki sem rekla, ki tudi
marsikdo pa v pomoti klikne, pa ga potem zavrnemo, ker ne odgovori pravilno na vprašanja, a ne. In tja si vse glih ne želeti prideti, no. Tako da rajš dajte društveno stran všečkati. Dobro, da sva to zdaj pojasnili, da ne bo kakšne užaljenosti, a ne, Tako, ko bodo ja. dobili zavrnitev, ker vendarle vam vsaka pomoč prav pride in Ja, seveda se ja. veselite Tako. všečkov strani, da vas spremljamo. Tako, mislim, da sva midve najino temo izčrpali, ampak samo zaradi današnjega dogodka, ki sva omejeni malo s časom, lahko bi govorili še in še. Vem, da nam imate še ogromno povedati, mogoče se še kdaj srečamo. Zaenkrat pa to društvo s pozitivno naravnanostjo in življenjskim optimizmom opogumlja in bodri otroke, obolele za rakom, in prav vi ste prav enaki, vas čutim kot osebnost, tako osebo, no, ker se prav sklada s tem poslanstvom društva, s tem, kar delate. Verjamem pa, da so ti vaši, bom rekla, sodelavci v društvu, člani društva prav na enak način podobni vami, zato imate tudi take lepe rezultate. So, in naj se tudi njim zahvalim tukaj, a ne, kakor sem že prej rekla, pa vedno moram, čeprav je pa s tem zapravimo čas, sam ne moreš narediti, dajmo skupaj, dajmo si pomagati, in to je tudi neko bistvo našega društva, ne, če si bomo pomagali, mi med sabo, pa mi tem, ki pridejo, res, da smo mi že zunaj iz teh težav, ampak se trudimo z najboljšimi močmi pomagati še naprej. Ali vam tudi mi, kot vaši gledalci, spremljevalci, lahko kaj pomagamo? Imate kakšno tako akcijo zdajle v teku, kjer bo naša pomoč lahko takojšnja? Ja, jaz srčno računam, da se boste Ločani lahko teka junakov udeležili, pa tam malo ploskali, pa malo spodbujali naše junake. Kdaj bo ta tek? To je pa v okviru teka 4 mostov. Zdaj točnega datuma jaz se zdajle ne spomnim. Poleti je, ne? Ja, junija. To za junija sigurno vem. Tako da mogoče bi res tja povabila vse, no. To je bil takrat, ko smo imeli bil res en tak lep dogodek in se nagibamo k tem, da bomo spet povabili vse junake sem. Drugače pa tako, kot ste rekla, res vabimo med podporne člane, vabimo, da nas spremljate, tudi s takelem kakšno lepo besedo nam da dodaten motiv. Mi se vam zahvaljujemo za vaše delo v društvu, za vsa prizadevanja, ki jih boste še, bom rekla, dali od sebe, no, vse te moči, ki jih porabljate, se vam zahvaljujemo, ker je to dobrobit nas vseh, vaše delo pripomore k dobremu za vse. V to sem trdno prepričana. Zahvaljujem se vam, gospa Urška Kolenc, za vaš današnji odziv, no, na pogovor, za tako čudovit pogovor in vam želim lep večer še naprej. Hvala lepa. Hvala pa tudi vsem spremljevalcem oziroma tem ljudem, ki so naju spremljali, obiskovalcem naše spletne in vaše spletne strani, vaše Facebook strani, naše Facebook strani in vsem, ki naju kakorkoli spremljajo, ki naju bojo kakorkoli na katerikoli način prišli do tega, no, kar sva jim poskusili danes ponuditi. Tako. Ja, posnetek bo na voljo tudi na našem YouTube kanalu, ker vsi ne spremljajo Facebooka oziroma ga ne uporabljajo, tako da saj na teh dveh orodjih bo tale pogovor še moč ogledati, si ga bo moč še ogledati. Res, zdaj pa zaključujem, se vam zahvaljujem vsem za pozornost. Ne, če so pa YouTube kanalu, ja, če so pa YouTube kanalu, tudi mi ga imamo in dajte si pogledati ta naš dobrih 20 minut dolg film, ne bo vam žal. No, z veseljem. Jaz bom ta prva, ki ga bom gledala. Hvala lepa. Hvala vam. Hvala, lep večer vam še vsem naprej. Hvala za pozornost in nasvidenje.